Če si zamislim en tak sanjski konec kariere, sem rekel, bi rad zaključil na višku. Predvsem bi rad zaključil tako, da ne bi imel nobenih neuresničenih ciljev, ne. Sem Luka Kovačič, gorski vzdržljivostni športnik, gorski tekač, tekmovalni turni smučar, predvsem pa velik ljubitelj gora in narave. Motivacija pa v bistvu navdih za moja udejstvovanja po moje sega že v moje otroštvo, že v primarno družino, ki sem imel prej, tam, ko sem odraščal, pač ne vem, po moje so mi privzgojili neko ljubezen do gora. Potem sem si še nekako pridobil res eno ljubiteljstvo ali pa strast do vzdržljivostnega športa in na neki točki se je to združilo. Tek mi predstavlja v bistvu velik del življenja, poleg tega, da je sam poklic tudi to, moram reči, da ga upravljam z veliko strastjo, ampak ne vem, kako preko izpopolnjuje me, da mi tisto... Sploh ne vem, kako bi to opisal, ker je težko, ampak enostavno je to del mene, brez katerega po moje Luka ne obstaja. Ko pride tisti tekmovalen dan D, že en dan prej se v bistvu začne cela rutina, a ne. Meni osebno zelo veliko pomeni, da sem spočit, da sem dobro naspan, zato ker takrat imam res ta prav fokus, s katerim se lotim pač ene res pomembne tekme, pomembnega cilja, ki sem si zadal. Takrat imam rad tudi svoj mir, takrat družina, zato je kdaj mogoče lažje tekmovati nekje v tujini, ki ni motečih dejavnikov. Kljub temu, da se imamo zelo radi, treba biti realen, da takrat športnik rabi pač tiste svoje 3 ure miru, da je res fokus na vse, da boš naredil tako, kot je treba. Zdaj, če se tako spomnim malo za nazaj, sem v bistvu zelo ponosen, da sem lahko 5-krat zapored dosegel zmago na Red Bull 400 v Planici, ki je ena res taka ikonična tekma v Sloveniji. Bili so tudi goni poniji, ki so tam zanimivi dosežki v tujini. Imam ene 2 rekorda na nekih vertikalnih kilometrih v teku. Bil sem top 10 na Evropskem prvenstvu v tekmovalnem turnem smučanju, kjer držim še kar nekak korak samo špico. V skyrunningih svetovne serije sem bil tudi na odru za zmagovalce večkrat. In ja, to mi daje neko potrditev, da vsem tekmovalno sledim nekim svojim ciljem, da ohranjam visok nivo in me tudi to motivira. Tako da vsem sem ponosen na te dosežke, no, ki jih dosegam tako doma, kot pa v tujini, in mi daje neko dodano vrednost, predvsem osebno zadovoljstvo. In mi je zelo pomemben, da če sem jaz zadovoljen z mojimi rezultati, pa je to kljukica. Ko pridejo te tekmovalni dnevi, je vsaj zame regeneracija malo večji izziv kot doma. Pač doma vem, kakšno imam posteljo, doma vem, kaj je v hladilniku, doma vem, kdaj si bom skuhal. Definitiven pač spanje je pri meni velik del regeneracije, ki ful vpliva tudi na performance, pa tudi na dnevni ta stamino, ali kakorkoli se temu reče. In ko prideš v ene hotelske sobe, je to zmeraj, po domače povem, bolj en sranje, a ne. In se težko naspiš, ampak če primerjam proti domu, je pa to definitiven večji izziv. Ko si postavljam v življenju prioritete, pa če bi jih zdajle postavil, bi rekel, da je družina na prvem mestu, pa na drugem mestu je šport, pa pač moja kariera, na tretjem mestu pa pač vse ostalo. Tako da mi je zelo pomemben, da takrat, ko sem doma, da je pač to čas z družino, da ni ostalih dejavnikov. Ostalo gre pa pač za šport. Definitivno jaz vem, koliko bom za šport časa porabil, ampak ko sem pa doma, pa želim biti res doma, pa to spoštujem zato, ker bi rad bil oče, pa tudi partner, ker ne bi rad videl, da ko dan pridem pa potrka na vrata, pa bo Max star 18 let, ampak ga je res lepo zraven tudi spremljati, kot raste. Definicija uspeha v svojem življenju v bistvu težko merim skozi rezultate. Če sem sproščen, če lahko dosegam svoje cilje, če imam dosti časa zase, če nisem živčen, potem pa da lahko sledim svojim sanjam, pa bi rekel, to je meni v bistvu definicija uspeha. Uspeh mi je definitivno to, da bo Max zrastel, da imamo lahko čudovito familijo, da imamo lahko dom, v katerem se dobro počutimo, pa da se imamo fajn. In ko mi je v to kljukico, sem na koncu enkrat na koncu življenja rekel, evo, po mojem, da smo se imeli fajn.